27. oktobra bo otvoritev enega najlepših prostorov, ki ga imamo v občini Piran. Četrtkovo jutro je postreglo še z enim intervjujem, izredno zanimivim, namreč naš gost, kdo ga vsaj na videz pozna, ne more mimo njega, brez da bi ga pozdravil. O njem bi lahko govorili ure in ure, pa tudi sam bi lahko govoril ure in ure, glede na to, da ni skromen z besedami. Dobro jutro v četrtkovem intervjuju Slavko Franca. Dobro jutro in lep pozdrav poslušalcem Radia Capris. Dobro jutro in mi vemo, da imate vi veliko zapovedati, ampak začeli bomo glasbeno, potem pa se dotaknemo vseh tem, ki smo jih danes pripravili za vas. Se spodobi začeti glasbeno. Kar vprašaj. Na vašem domačem naslovu ste ustanovili Rolling Stones muzej. Gre za res zavidljivo zbirko materijala. Kaj vse najdemo v tem muzeju? Najprej bi se rad predstavil. Slavko Franca, stanujem v Luciji, Podvozna 15. Tam sem naredil muzej v spodnjem nadstropju. Razen muzeja Rolling Stonesov imam še ogromno drugih stvari. Od Rexa, od stare avtomobile, vrt, kar me tudi zanima. Jaz sem pomorc v stari. Bil sem 40 let na ladji kot upravitelj stroja, tako da Rolling Stonesi so mi bili že vsega začetka. Prav tle, kjer zdaj sedim, se spomnim, ko smo poslušali prve njihove plošče tam, ko so bili ringi špili kjer je parkirišče, za tržnico. Tako da ja, od takrat dalje se ta zgodba začela in muzej sem naredil pozneje. Muzej nisem imel v mislih, da bom naredil muzej, v glavnem to se je pozneje pojavilo, ker sem imel druge hobije pred Rolling Stonesi. Slavko, do vsega tega bomo še prišli. V bistvu ta muzej, ste rekli, da zajema od Rexa do Rolling Stonesov, do avtomobilov oziroma starejših delov avtomobilskih. Na kateri od teh artikle ste najbolj ponosni? Zdaj je kakšen tašna tega, ki je polesta, ta je pa, na tega sem pa še posebej navezan. Najbolj sem ponosen na Rex. Rex je bila moja prva ljubezen, jaz sem živel tiste zadnje hiše pred Rexom. Tam sem živel včasih na Prove in Rex je bila moja prva ljubezen, moja prva obsesija in bolezen. Tako da Rex mi je najljubši. Pa zakaj to ocenjuješ kot bolezen, obsesijo? Po mojem to je lepa stvar. Bolezen zaradi tega, ker je prava bolezen, ki se je ne da zdraviti, še zdaj, po tolikih letih. Jaz sanjam o tem Rexu. Ja, pa sej obsesija je ljubezen, ma hkrati tudi bolezen, ne? Če tako pomislimo, ne? Ja, okej. No, to je težko razložiti. To je začela zgodba s tem Rexom, je začela zgodba Miko Mičkani, tam smo bili, nas je bilo celo kardelo teh otrok, ki smo tam živeli in mi smo Rex najprej, Rex je bil naš vir zaslužka. Ja, tako da ne? Mi smo tam pobirali te razne predmete iz brona, medenine in bakra in smo prodajali. To je bilo kot prvo. Pozneje, ko sem zrastel, sem že malo drugače gledal na to. Rex je tudi kriv, da sem šel študirati pomorstvo, recimo, na pomorsko šolo. Tako da Rex je, no pozneje, ko smo starejši bili, malo starejši dan, tinejdžeri, ko smo začeli se potapljati, obsesija je zato, ker jaz sem po noči sanjal. Jaz sem to vse videl, kar sem videl po dnevi, sem po noči sanjal in se potil. In gledal, kje je kaj bom kje najdel. No, o tem, kaj je Slavko danes sanjal, bomo mogoče tudi povedali že čez nekaj trenutkov. Z Rolling Stonesi bomo začeli že čez nekaj trenutkov, ampak ti imaš eno glasbeno željo. Ja, jaz imam glasbeno željo, je malo čuden komad od Rolling Stonesov, bolj country je Dead Flowers. Dead Flowers bomo tudi slišali na Radio Capris v tem četrtku 28. septembra zjutraj. Dobro jutro! Jutro! Slavko Franca v četrtkovem jutranjem intervjuju. Danes smo 28. septembra in rekli smo in obljubili smo si, da bomo začeli s tisto njegovo najbolj popularno temo, ker namreč Slavko Franca ni samo to, kar se govori o Rolling Stonesih, ampak do vsega še pridemo, ker smo naredili res dobro raziskavo. Slavko, ste velik ljubitelj konec koncev vse glasbe, koga od lokalnih glasbenikov pa bi označili kot markantnega, mogoče najbolj markantnega v celotni zgodovini glasbe pri nas? V Sloveniji? Mogoče z našega lokalnega prostora celo.
Jaz nimam enega, da bi prav da bi rekel, tam je nekako idol. Jaz imam Nekako rad v nekdo, ki je glavnem izstopal mogoče. British rock glasbo, ne? To je moja prva. Potem imam rad še marsikaj drugega v glasbi. V glavnem, tudi pri Rolling Stonesih recimo, ni meni Mick Jagger, meni so Rolling Stonesi vsi enakopravni, tako da jaz ne preferiram enega, ali pa Led Zeppelin, ali pa ne vem kaj, Robert Planta, to so, ne vem, ne bi rekel, kdo mi je najbolj ljubši. Lokalno vem, da imaš tudi v muzeju od enega zelo, zelo močnega benda iz preteklosti stvari, ne, spravljene. Kako? Da imaš v svojem lastnem muzeju v Luciji imaš ene izdelke, obleke od enega zelo, zelo dobrega in pomembnega benda v naši zgodovini. Ja, seveda, to so moji prijatelji kameleoni. To imam, nimam od vseh, od treh imam. Tako da kameleoni z njimi Danilo je bil moj sošolc, z njimi smo rasli skupaj, tako da oni so mi bili najljubši, seveda. Ok, zakaj pa naprimer, če govorimo o Rolling Stonesih, zakaj ne Beatli? Zakaj ravno Rolling Stonesi, zakaj ta ljubezen do njih? To je lepo vprašanje. To je vprašanje, ki sem ga prav, ko sem rekel, da smo tam poslušali Beatlese in Rolling Stonese, ko so začeli s temi vrtiljaki. Zakaj Beatlesi ne? Vse imam tudi njih rad. Ne moram reči, da nimam rad. Samo sem imel rajši Rolling Stonese. Nekako mi je glasba Rolling Stonesov bila bolj pri srcu. Beatlesi so mi bili bolj, ne vem, malo težko je to reči, s tistimi oblekcami in unimi škorenčki so bili kot pingvini. In oni so bili bolj pop. Rolling Stonesi drugače so bili, bolj je vleklo na rock, no takrat še ni bil rock, takrat je bila beat glasba ali pa rock smo rekli, je začel pozneje ta beseda rock. Tako da Rolling Stonesi so mi bili bolj pri srcu in očitno imam prav. Evo, čez en mesec izide nova plošča. Oni so še vedno skupaj, še vedno igrajo. Beatlesi pa so propadli že 69 leta. Če bi zbral Beatlese, bi jaz že propadel tudi 69. Ne bi bilo muzeja, nič ne bi Ni bil manjši muzej, veš. Manj materijala. Zdaj, v bistvu v Portorož, če smo že pri Beatlesih in pri Rolling Stonesih, v bistvu v Portorož ste prijavili tudi brata Micka Jaggera, in sicer Chrisa. In je v bistvu manj poznan kot brat, kljub vsemu pa svetovni glasbenik. Sta prijatelji oziroma ste v kontaktih z Chrisom Jaggerem? Ja, Chrisa poznam že od 2008, se pravi koliko je to, 15 let. Ja, lahko rečem, s Chrisom smo dobra prijatelja, smo na vezi, kadar kaj mu javim, odgovori, on meni, jaz njemu in poleg tega sem s prijateljem Peter Šubljom, mojim prijateljem, smo vodili že 7 turnej. Tle po Sloveniji, Avstriji in Italiji so skupaj naredili te turneje, prijateljsko seveda, vse na prijateljski bazi. Chris, ko pride sem, on pride prijateljsko, tako da, ja, brat od Mick Jaggera, seveda, vsi ga primerjajo s tem bratom, drugače on je kar vesel, tako da je on, Da je pač on Chris. Da ni ko brat, ker vsaj lepo v miru živi. Ja, to pa zagotovo skoraj. Lahko rečemo, da v bistvu si bil na številnih koncertih skupine Rolling Stones. A bi lahko povedal v številki, koliko koncertov si obiskal? Bil sem na 64 koncertih. 64. Ja, to niti ni toliko. To kje pa? Z mojimi leti so modeli, ki so bili čez 200 koncertov in to ne eden. To jih je cela serija ljudi, teh fenov, ki so feni, oni so pravi feni, ne jaz. Razumeš? Mislim, da je kar zabedljiva številka 64. je. Ja, mogoče za vas je, ker ste mladi, za mene je še premalo, lahko bi bil še najmanj še enkrat več. Ampak ti je ostal, oprosti, Žiga, kakšen v posebnem spominu, da bi rekel, ta koncert je bil njihov najboljši? Najboljši, seveda so različni koncerti bili. Najbolj zanimiv
Ne bom rekel najboljši, ker jaz se ne razumem, kdaj igrajo boljše, kdaj igrajo slabše. A zate, tako kot poslušalcu, gledalcu. Najbolj zanimiv je bil na Kubi, v Havani. To je bil čudež od zanimivosti, že zaradi tega, ker so bili oni prvič na Kubi, pa tudi jaz. Čeprav sem plul mimo Kube, mogoče 100-krat, ker sem plovil med Venezuelo in Miami na 2 leti. Tako da na Kubi je bil najbolj zanimiv že zaradi tega, ker tisti ljudje, ko so to, zastonj je bil koncert, ko so to v enem parku, ko so to, tam okoli 1 milijon ljudi je bilo. Ko so to oni to videli, to niso mogli verjeti, da se kaj takega dogaja. Ne? Katerega leta je to? Tako. 2015. Se spomniš tega posnetka iz leta 2015? Da si slušalke na glavo, da boš slišal. Ja, slušalke. Avto prodajam zaradi tega, ker si želim iti na celotno turnejo Rolling Stonesov, ki bo od 24. maja pa do 15. julija v Ameriki in Kanadi. Ker imam muzej Rolling Stonesov in imam rad Rolling Stonese, se pravi, to bo ena ne zadnjih turnej bo še, samo moram iti že zaradi muzeja, jaz moram gledati. Rolling Stonesi so Rolling Stonesi, tako da Rolling Stonese moraš imeti rad tudi, če hočeš. In menda ta Fiat ni šel v prodajo potem, nisi spet prodal. Avto sem prodal, samo sem ga poznal pozneje. Tako da vseeno sem šel na to turnejo, samo nisem šel na vso. Te, ko govorim, da prodajam avto, sem šel v Nashville. Ja, torej ne na celo turnejo, pa ja, čeprav potem sem videl, da je kar dovolj tako. Sem bil v tem Nashvilleu, potem sem šel še v Memphis, in ker je prišli doma, pa ta Johnny Cash z Nashville tam te muzeje in to pregledal. Tako da je bilo čisto dovolj tista turneja. Ker za moj avto, kot sem videl, bi bil mogoče še na 2 koncertih, več. Mi smo že prej, oziroma si že na začetku omenil, da si zelo izredno navezan na ladjo Rex, tako kot si povedal, si tudi živel tam, ne? Ja, jaz sem živel, še zdaj je tam naša hiša, je sestra tam. To je na Prove, mejna pot je zdaj, drugače območje Prove od Žusterne naprej, ker je tisti Pomolček, pa še naprej ves hrib gor do bolnice. Ja, tam sem živel, odkar sem se rodil, in ladja Rex pa je tam, je bila liho tista stanica, ko sem se jaz rodil, je bila tam nagnjena, potopljena. Tako da, to so prvi spomini, ja, ladja Rex. In o Rexu bomo govorili naprej že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami. Četrtkovo jutro na Radio Capri's, danes je v našem studiu Slavko Franca, ki je ravno pred kratkim povedal, da je v bistvu zelo navezan na ladjo Rex, ker je tudi na tem območju, ki ga mi poimenujemo med Izolo in Koprom živel, se imenuje pač Rex. A se še danes tako moče tam malce sprehajaš na tistem območju, spominjaš ladje, kot si omenil, da je nagnjena? Seveda, tam sem najmanj enkrat na teden grem tam mimo. Če ne drugo, sem jaz naredil tam že 3 skulpture na tistem območju, ker je bil potopljen. Sem naredil s kamna 3 skulpture, eno so vzeli, eno so razbili in drugo je Tramontana obrnila skalo, težko 5 ton, jo je obrnila okoli in okoli, tako da zdaj je zadnja skulptura potopljena. Tako da po zimi bom naredil še 4. Super. Imate pa v bistvu tudi rojstni dan, skoraj na enak dan, torej 1. avgust 1931 je bil Rex splavljen, vi pa ste rojeni 9. avgusta 1949, če se seveda ne motimo. V bistvu pa je bil, čeprav je bil pri vašem rojstvu že 5 let potopljen. Ja, res je, potopljen je bil 44 leta, jaz sem rojen 49. Se pravi, 49 leta so že začeli počasi rezati ladjo. 47 leta vem, da je bila še cela, ker se je prva pomorska šola, ki je bila v Žusterni, so se učenci slikali z ladjo. Se pravi, se mi zdi tam 49-50, da so jih začeli rezati. Ste pa močno nasploh povezani z morjem, ker ste se verjetno potem tudi zaradi tega odločili za študij plovbe, bili ste upravitelj strojev 40 let. Je mogoče Rex, je mogoče lokalna skupnost, mogoče območje, v katerem živimo, ali mogoče še kaj?
da ste se odločili za tako službeno pot? Ne, v glavnem, ja, Rex je kriv, da sem jaz začel kariero in končal kariero na ladji. Takoj po šoli ste šli na morje? Kako? Takoj po šoli ste šli na morje, v bistvu plovite? Ja, takoj po šoli sem šel v vojsko in potem 17 mesecev sem bil v vojski in na to sem šel na ladjo. Ja. Oziroma imate v spominu, oziroma kje je zapisano, koliko držav in katere vse ste obiskali med tem, ko ste delali? Vem, katere nisem obiskal, ker jih je manj, dosti manj. Tako da. Pa je mogoče kakšna, ki bi si še želeli iti, pa je niste še obiskali? To glih ne, nisem bil na Novi Zelandiji, mogoče Novo Zelandijo bi rad videl, samo to je malo predaleč, zdaj je že to postalo bolj naporno za mene, da bi letel na Novo Zelandijo. Čeprav sem imel priliko, prav na Rolling Stonese, imam tam prijatelji, ki so tudi smo povezani, tako da so me povabili, samo 24 ur v letalu nimam niti jaz v šoli. Zdaj, če se ne motimo, imate doma prav ta obsesija in bolezen, ljubezen do Rexa, postavljen en oltar z neki ključnimi deli te ladje, je to res? Ja, oltar sem naredil, pravzaprav imam na vrtu imam cel muzej, razen tega oltarja. Oltar sem naredil, ker Rex je imel kar veliko cerkvico, čisto ta pravo cerkvico. In ni bila mičkana, je bila kar velika cerkvica. Zanimivo je bila v nadstropju nad turbinami, tako da po zimi je bilo toplo, lepo, je grelo. In jaz, ko sem videl to sliko tega oltarja, sem naredil iz kamna podoben oltar in tam sem dal gor vse te dele od Rexa. Drugače pa, že na začetku, ko ste se predstavili, ste omenili svoj vrt. Zdaj tudi omenjate svoj vrt. Vsak, ki obišče vaš naslov, se zaljubi v vaš vrt. Ste ponosni nanj? Seveda sem ponosen. Vrt, to je še en hobi, ki me lovi. Vrt, rastline, rože, drevesa, oljke, okrasitev tega vrta. To imam tudi rad. To vsak dan delam, pravzaprav. Po 2-3 ure najmanj na vrtu delam. Tako da dobil sem tudi nagrado za najlepši vrt v občini Piran. Mislim, da je bilo 2013. Čestitke. Potem se nisem več prijavil, ker sem rekel, naj tudi drugi malo delajo, da so tudi druge nagrade. Dovolj ena. Če nimaš konkurence. Seveda, mene zanima enkrat, potem me ne zanima več. Naj tudi druge se matrajo. No, moj vrt zagotovo ni prejel nobene nagrade, imam pa jaz doma košček Slavkovega vrta in več o tem vam povemo že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami. Četrtkovo jutro, Slavko Franca z nami v studiu na posebnem intervjuju, ko brskamo po njegovi zgodovini, po Rolling Stonesih. Rex smo pravkar omenili in začeli smo z njegovim vrtom in moram povedati, da imam jaz doma bananovce od Slavka, ki mi jih je podaril in takrat se spomnim, da ko sem ga obiskal, mi je dal te bananovce, ki so se med drugim zdaj že močno razrasli in tako naprej. Dajo take manjše bananke, tudi tako čisto mičke, tudi tvoje dajo, majhne bananice. Nisem ne vem, kaj za jaz, ampak glavno. Hočem reči tisto in takrat sem obiskal potem tudi tvoj muzej, če se ne motim, pa CD sem ti prinesel svoj, ki si bil tako dokaj svež, mislim, da 2018. In Slavko ve, da je treba za svoj vrt dobro poskrbeti. Kar pa po vašem mnenju, Slavko, lokalni župani, predvsem piranski, ne znajo. Ne? Pred leti ste o deložaciji kanele tako povedali. Ja, jaz sem Slavko Franca iz Lucije doma in zgodba s kanelo se je začela pred 24 leti. Moj prijatelj Dragan Sojič je odprl en najlepših klubov, kar jih je bilo v Sloveniji, da ne govorim po Evropi. Tle je naredil okoli 600 koncertov na tem odru tle in 12 odrov na plaži velikih. Je 24 let zabaval portoroški turizem. In poglejte, kaj ima od tega. Ima od tega, da smo nabili za stranišče 500 evrov, ker hodijo v to stranišče brezplačno, so cel portoroški turizem.
Zakaj? Zato, ker okolje zapre ob 7 uri zvečer. Te pijavke pohlepne od okolja. To se bo enkrat maščevalo, tako in tako. In potem ste jasno tudi poimenovali tisti del Portoroža Kondot, po domače. Ja, to je zgodba, žalostna zgodba, tako da to je zelo žalostna zgodba, ki sem bil prisoten in pomagal in to se je razvijalo leta in leta. Dragan je to dobro vodil, no, pozneje je to malo bil problem s tem plačevanjem najemnine, s tem straniščem in tako. Tako da o tem mogoče zdaj danes ne bi rad več govoril, ker je brez veze. Raje bi povedal, kaj se bo zgodilo zdaj čez en mesec. Tudi do tega pridemo. Vidimo, da te boli v bistvu tema kanele nasploh. Ja, jaz sem to vse predvidel, župani, čujete, župani, očitno so drugačni kot sem jaz. Imajo drug sistem dela, drug sistem vodenja, drug sistem, ne vem, komandiranja, tako da ne vem, kdo jim vse komandira, samo jaz vem eno stvar, če bi jaz bil tam, bi jaz komandiral in bi bilo tako, kot pravim jaz. Drugače, niti slučajno se ne bi lotil tega. Ne. Mogoče ste zdaj že na pol odgovorili, ampak vam osebno, kaj je pomenila kanela? Oziroma, je bil to nek bar, kjer se je potekalo druženje ali ste imeli še več kot samo druženje v tem baru? Kanela je bila baza v občini Piran. Vsak, ne samo Slovenije, jaz poznam turistov, najmanj 500, ki je tam hodilo, ki so me spraševali. Vsak, ko je prišel v Portorož, je prišel tam z veseljem, ker to je bil tak prostor, da je bil drugačen od drugih. Kot prvo, tam se v politiki ni govorilo, o religiji se ni govorilo, o denarju se ni govorilo. Tam se je govorilo o glasbi, ženskah in kaj, razumeš, o lepotah življenja. In tam je vsak z veseljem prišel, ker je bilo čisto enostavno. Pravzaprav tisto niti ni bil lokal, tisto so bile 3 kabine za preslačenje. To ni bil, da bi rekel, da je lokal. Za pozimi sploh ni bilo prostora, je bilo 2 kvadratna metra. Kulturni prostor. Nekaj 650 koncertov. 12 na Velikem odru je Kanela organizirala. Pa to ni zajbancija. To res ni zajbancija. To je bilo eno ogromno delo, ena ogromna investicija, ena ogromna muka. Jaz vem, ker sem jaz tudi dosti pomagal Draganu, ne? V marsičem. Recimo, tam so bili 4, ki so od Rolling Stonesov, tour members od Rolling Stonesov. Je bil Chris, so bili znani glasbeniki. Tam je bila baza, ki je vsakrat prišel. Da ne govorimo o družabnem življenju, seveda. Zdaj je Portorož čisto prazen. Zdaj v Portorož ne hodi več noben. Mi si vzamemo trenutek ali pa 2 pauze in že po nekaj trenutkih bomo govorili o tem, kaj se bo zgodilo čez dober mesec. Tako da ostanite z nami. Četrtkovo jutro na Radio Capri, 28. september, približujemo se 9. uri, ampak z nami je še vedno Slavko Franca, ki ima v bistvu eno tako malo večjo zgodbo za povedati, po tem, ko smo govorili o Kaneli, ne Manca? Tako, torej Slavko že prej je povedal, da torej čez en mesec, približno dober mesec, se pripravlja nekaj novega, samo Markežičem, je tako res? Ja, na vso srečo, moram povedati, da sem zelo vesel, da končno so ljudje začeli razumeti, da treba z tega Portoroža nekaj narediti. Pravzaprav ne samo Portoroža, ker Portorož je ko srce piranske občine. Je Portorož in potem je tisto okolica, Piran in Sečovlje in vse okoli. Portorož je prišel do tega, da je na najnižji stopnji v zgodovini. Kaj takega, kot je zdaj v Portorožu, še nikoli ni bilo. In to lahko rečem jaz, ker sem od 64 leta vsak dan v Portorožu. Ko sem začel pomorsko šolo, od takrat vsak dan v Portorožu. Tako da jaz točno vem, kaj je bilo, kako je bilo, zakaj je bilo, kaj se je dogajalo in kaj bo. No, končno so ljudje začeli razumeti, da se treba nekaj narediti. Vsi se nekaj pritožujejo, samo negativne stvari, negativne.
Jaz sem začel zdaj, dosti je negativizma, začnemo delati, da dvignemo malo nivo tega Portoroža. In kaj se bo zgodilo? 27. oktobra bo otvoritev enega najlepših prostorov, ki ga imamo v občini Piran. V prostoru krajevne skupnosti, v parku Rož, ob morju, velik prostor za pozimi, za poleti. Tam bo postal klub z imenom Rock'n'Roll Cirkus. Cirkus slovenščini, ker če bi bilo cirkus, je v angleščini je od Rolling Stonesov plošča. Tako da smo dali malo angleško, malo slovensko, tako da bo. No, prav zdaj sem bil pri steklarju, dajem slike v okvirje, tako da jaz ga bom opremil z mojim muzejem. No, ne bojo samo Rolling Stones, imam jaz še ogromno druge stvari, tako da bo klub opremljen, čisto nekaj drugega bo, ko boš prišel notri, ko boš videl tisto rock'n'roll. Samo odkot ljubezen za Portorož, glede na to, da ste tukaj iz tega območja, torej med Žusterno in Izo, tam na Reksu praktično, kako to, da ste se odločili potem iti živeti v Lucijo in s tem biti pravzaprav Portorožan v tem primeru? Man, jaz sem z Istre, meni so vsa ta mesta lepa. Jaz slučajno sem tam, ja, to sem slučajno, ker nisem dobil parcele tle. Tam, ker živim, sem tam iskal okoli in tam bi raje bil, po pravici povedano. Nisem dobil tam, sem dobil Lucijo in potem sem šel v Lucijo. Zakaj Portorož? Zato, ker Portorož je bil pojem včasih. Pojem. Portorož je bil čudež, po domače povedano. Pa jaz, ko sem govoril pred avgusta, ko je bil Robert Plant v Portorožu, sem ga ujel za moment, da mi nekaj podpiše, hitro sem mu rekel, poglej, 65 leta sem jaz imel 15 let, ti sem imel 16 let. So na istem mestu, kjer boš ti zdaj, je bil letni kino in so igrali Rock and Vickers. In me pogleda prav tisto, je rekel, pa kaj se je temu utrgalo. Jih je poznal, seveda jih je poznal. Takrat je bilo ogromno bendov v Angliji, jih je poznal. In sem mu še rekel, Lemmy od Motorhead je bil z njimi. Je rekel, I know. Tako da Portorož je bil od takrat dalje, pa še prej, ko se je začel razvijati, potem ko so to začeli rušiti. Portorož je bil enkrat center Jugoslavije. Portorož je bil, ker noben nam ni prišel blizu. Glede na to, da bi vas lahko imeli za enega kronista dogajanja v Portorožu, ste razmišljali, da bi se mogoče politično še vključevali? Kako? Politično, če bi se še vključevali kot en tak kronist, ki je kot en pričevalec življenja v Portorožu od leta 64 naprej. Politično? Politično, ja. Ja, nekoč si se pred 5 leti, mogoče 6 Jaz se nisem politično. Ja, tako je delovalo. Kakšna politika, kje pa? Jaz in politika sva vsako ovca in koza. Razumeš? Jaz nisem politik in nisem politik. Jaz sem pomorc, ki imam rad marsikaj razne rock'n'rolla. Kaj sem hotel reči? Ne, ni govora. Meni politika in te spletke in ta sovraštva in to meni to ne gre. Jaz sem čisto drugačen človek. Zakaj sem se? Seveda sem se. Ker jaz sem napovedal, ko so zaprli Kanelo, jaz sem bil tam prisoten in sem tudi se mi zdi za Primorske novice so snemale, sem napovedal točno, kar sem napovedal, to se je zgodilo. Sem rekel, takrat so bili SD-jevci na oblasti, sem rekel, uničili ste kulturo, uničili ste to in boste vsi končali na uradu za delo. In to se je zgodilo. In potem smo ustanovili jaz in Ženjo, tisto stranko, gibanje, ki ni bila politična. Vsaj za mene ne. Če so oni šli v politiko, to je njihova stvar. Jaz sem ostal vedno Slavko Franca, brez antipolitik. Smo ustanovili to stranko in totalno vse zmagali na celi črti. Nažalost, jaz sem se umaknil penzionist, kaj čem jaz se ukvarjati? Zato, ker jaz nisem za politiko, sem se umaknil. Ker sem mislil, da so toliko dovolj pametni, da bodo to oni lepo vodili dalje. Samo potem, ko smo zmagali, ko so prišli na svoje pozicije, so se skregali med sabo in tako je končala žalost. Samo mi smo obljubili, kar govorijo seveda, rock klub.
da je najbolj važen. Nikoli nisem jaz tega rekel, da je rock klub najbolj važen. Jaz sem vedno rekel, najprej bomo naredili 50 stanovanj za mlade družine in ko bomo to naredili, bomo začeli drugo delati. Kaj češ, delali so vse drugo in tako je to končalo. Kot vidite, Slavko je biser modrosti in zanimivih anegdot, o katerih bomo povedali že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami v našem četrtkovem intervjuju. Smo 28. septembra. Dobro jutro. Jutro. Četrtkovo jutro, še en intervju, ki ga boste lahko seveda pogledali na YouTube. Dajte subscribe na naš kanal, da boste vedno dobili obvestila. Tudi na Instagramu in na TikToku boste spoznali in videli kakšne izseke. Jutranja ekipa pa se danes pogovarjamo s Slavkom Franco in imamo še nekaj vprašanj. Tokrat pa tako, kot me je prosil na začetku intervjuja, jaz ne bi govoril o drugih, jaz bi govoril o sebi. In tukaj zdaj prihajamo na Slavka in o Slavku. Torej, Slavko, zdaj tvoj trenutek, ne? Vedno govorimo o tem, kaj Slavko počne in veliko ljudi pozna Slavka. Kako pa mislite, da vas bi opisali vaši prijatelji? Oziroma, kaj pravijo o vas? Ne vem, kaj pravijo. Ne vem, kaj pravijo drugi meni, ne vem, po pravici me niti ne zanima. Ampak če bi lahko mogli se vi opisati z 5 besedami, kaj bi vi sami o sebi rekli, kakšni ste? Nisem tako dober, kot gledam. Znam biti hudičev, znam biti zelo hudičev, če mi kdo kaj naredi. Tako da tisto, ko pravijo, moraš oprostiti, ne oprostim nobenemu, če mi kaj naredi. Res redko mi kdo kaj naredi, to, ker imam to srečo v življenju, da nimam popravka z ljudmi. Tako da če mi pa kdo kaj naredi, znam biti zelo, tudi dobro, tisto, ko pišem po Facebooku, včasih, ko sem napadal Kakšno oblast, verjetno. Oblast in ja, seveda. Tako da ne vem, kaj bi rekel. Povem, kar imam za povedati in ne zbiram besed in rečem, kar imam za reči, kar mislim, da je prav. Ponovadi imam skoraj vedno prav, no. Jaz, če bi starala, to je moj tip človeka. Jaz pravim, hudičevo iskren bi bilo to, kar je zdaj povedal, ne, tako da, evo. Kaj pa vi najraje počnete čez dan? V bistvu, kako poteka vaš dan? Vedno imam probleme, ker imam toliko tega imam po noči, ko včasih ne spim, razmišljam, kaj bom naredil, kaj ne bom. Imam toliko dela, toliko tega imam cel dan, da ne najdem časa za vse narediti, kar imam v programu. Ali so to stari avti, ali so, zdaj delam že 15 dni, pripravljam slike in rekvizite za ta rock'n'roll cirkus v Portorožu. Vrt, čim se obrnem, 10 dni je že vrt treba pokositi, treba rože postriči, treba treba tretje. In zdaj vemo, zakaj so v penziji ljudje bolj zasedeni kot tisti, ki delajo. Ne? Tako vedno pravijo, ne? Da ljudje v penziji imate vedno nekaj za početi, vedno nekaj si najdete. Tako, da hodijo okrog z prazno kariolo, ker nima časa, kdaj napolniti. Recimo, ne vem, če se reče tako malo. Jaz za druge ne vem, za druge penzioniste ne vem, ker jaz vem eno stvar, da jaz enostavno nimam niti cajta nekje sedeti, nekje kakšni gostilni, se pogovarjati z ljudmi. Nimam cajta, ker imam toliko tega, samo grem mimo in pozdravim in imam svoje delo. Tako da za druge ne vem, penzionisti. Ja, jaz sem prej isto delal, ko nisem bil v penziji in zdaj, ko sem v penziji. Pri meni je vedno konstantno. Samo se nadaljevalo. Pri meni se nič ni menjalo. Upam, da še dolgo. No, edini problem je druge, zdaj namesto pojesti dober zajtrk, pojem 4 tablete. Za večerjo sem včasih tudi pojedel kakšen dober sendvič z mortadelo, pojem 3 tablete. Tako da kompenziraš. Ja, bomo rekli, da te tablete so prehranska dopolnila. Zdaj me država futra s tabletami, hrano ne kupujem, tako da živim bolj na tabletah. Kolikokrat se pa v bistvu, ker si aktiven tudi na spletu, na Facebooku predvsem, kolikokrat se pa tam spuščaš v kakšne debate? A te kdo sprovocira, pa potem mu hočeš povedati? Ne nagovarjam dosti. Te provokatorje, jih je malo je take, da bi mi kaj zabruslo.
Če mi kdo zabrusi, se ga hitro rešim, brez usmiljenja. Imaš koga na bloku, da si ga blokiral, da ne more Kaj pa, seveda, ker nimam cajta, jaz razmišljam o lepih stvareh in potem, če mi kdo zabrusi, me ne vidi več, mene ni več, zginem. Kako je treba toksične ljudi brisati iz življenja? Ma ne pustim, da mi kdo Lomi bale, se ponovadi reče. rompi bale, ja. Ne pustim, da me kdo vrže stira. Ja. Ko si nekaj zamislim, rad pa poslušam, ne, nisem uni, da sem trma, da vse po svoje. Kje pa, če ima dokakšno idejo, imam ušesa ko osu, razumeš? To sem posebno po svetu, ko sem bil vse poslušal, vse gledal, kako in kaj. Samo ne, te negativce, ki kaj je problem? Ljudje, ki niso nič naredili, nič jih ne zanima, tam čepijo na kompjuterju, potem kritizirajo, ki niti nikamor ne grejo. Jaz še zdaj z mojim leteljem, včeraj sem bil na koncertu Mi Tu. Mi dva, ja, ki smo bili na Bernardinu. Na Bernardinu, ne. Tistim na kavču, ki se reče kavč strokovnjaki, Ja, ki tako. komentirajo s kavča. Najlažje tako, ne? Ma seveda, jaz grem okoli, potem tudi rad objavim, kje se kaj dogaja, tako da tudi ljudje vidijo. Poleg tega širim, ma ne bom se hvalil, ma imam tako moč, da širim preko mojega Rolling Stones muzeja, potom mojega profila, potom drugih profilov, ki tudi sem prisoten pri vodenju. Širim lepe stvari, širim zanimive stvari, tako da ljudje, marsikdo na svetu je izvedel za Portoroške, niti nima pojma, kje je Portoroške, razumeš? Zdaj, če smo že pri lepih stvareh, kot velik ljubitelj Istre imate radi tudi pač kamen, okolje, klima, pač ki je specifična za prostor, v katerem živimo. Vam kaj mogoče ni všeč? Zdaj je trenutek zapovedati. Ja, viš, to je spet en problem, ta istrski kamen, imam rad raje kot pršut, razumeš? Raje režem istrski kamen s fleksorto, kot režem pršut. Dobro, včasih sem imel rad pršut, samo zdaj. Mogoče se tukaj ne bi jih strinjal z vami, Slavko, mogoče sem bil ljubitelj od pršuta, ampak ok. Ja, ma To ti je ne zdaj, ki si razumljivo. mlad, Ja, čakaj. ti ne poješ 7 tablet na Tablet, dan. tako, ja. pride pol. Ko boš tablete, boš pa kamen rezal. Istrski kamen, ja, še prej, ko nisem imel tablet, sem rezal kamen. Istrski kamen jaz, ma tudi, ne da ljubim, ga imam tako rad, da imam, ves vrt imam jaz v tem istrskem kamnu. Ali so to posode za olje, ko so jih drugi naredili, ali so stopnice, ali je uno, ali sem jaz naredil. Moj cel vrt je istrski kamen. Poleg tega imam rad tudi umetnost tega istrskega kamna. Včeraj sem bil na forumu Vivi, je začela ta International Extempore. Ne extempore, ta skulpture, ko delajo. Ne? Aha, ok. Letos so samo dva, ponovadi so 4-5, letos so en Slovenci in ena Finka. Tako da tudi tam gremo obiskat, pa se pogovarja z njimi, ker ko je bil Toni Biloslav še direktor obalnega boga, ga ni več, sem jaz tam bil dvakrat kot nek tehnični vodja projekta, tako da tudi to imam rad. No, ampak ste že povedali tudi, da imate več teh svojih kanalov. Izmed teh lahko naštejemo tudi, mislim, da so 4 skupine na Facebooku, take zanimive, ki rečejo, bilo je nekoč, Koper kot Embot, pa Koper kot je bilo nekoč, Piran in Izola kot je bilo nekoč. Ne? Menite, da podobne skupine na socialnih omrežjih igrajo neko pomembno vlogo, torej, ker se tega tako lotevate, ali je pač to en paša tempo? Ma ne, to tudi spada zraven. Te skupine so zanimive, to spada zraven kulture. Nekje pa najdete v Kopru so dve. V Kopru je Koper kot Embot in Koper, tako je bil nekoč in italijanščini. Tako da obe skupini to so zelo zanimive skupine, posebno una, ki jo vodijo Stanko Ivančič in Boris Umer. Tam so bolj poglabljajo v zgodovino in tam oni povejo, kar ljudje sploh niso vedeli. Ta naša skupina, mi smo bolj tudi zgodovina, tudi novejših stvari, ne. Tako da te skupine, paša tempo, ja, kaj se je zgodilo? Tisti, ki je ustanovil skupino, nažalost je umrl in skupina je počasi začela propadati. In sem rekel, jaz nič, je škoda toliko ljudi, da je tam v tej skupini, da to propade in potem se je začelo spet dvigati. Alora, še eno vprašanje za konec. Zdaj vidimo, s kakšno strastjo govori Slavko o vsej, o Istri, o kamnu, o vsej tej naši zgodovini.
Slovenska Istra ali obala? Ker vemo, da naš slogan Radia Kapris, ki je obala je zakon, vam ni najbolj pri srcu. Ne, po pravici povedano bom kar odkrit. Zadnjič sem dal objavo, da prosim v naši skupini Koper kot je nekoč, ne uporabljate besede obala, ker mi smo v Istri, smo Istrijani, živimo v Istri in prosim uporabljate imeno Istra, ali slovenska Istra, ali Istra, obal je na milijone, obal sem jaz videl v 40 letih, toliko, da niti sam ne vem. Lepo bi bilo, namesto da obala je zakon, da rečete slovenska Istra je zakon. Kaj pa da je cela Istra zakon? Ja, lahko Istra, samo potem bojo spet uniki, bojo rekli Istra je tam. Ne bomo zdaj na Brtonigi dali. Smo spet tam, kamor smo bili. Italijani imajo Istro, mi imamo Istro, oni imajo Istro, vsi imajo to Istro, razumete? Jaz bi bil zelo vesel in se, kot sem videl po reakcijah, ene 300 ali 400 ljudi, ki je tam komentiralo in gor in dol, bi bili tudi oni veseli. Tako da rečete, slovenska Istra je zakon. Evo, imamo posneto. Posnetek imamo. Da ne bojo rekli, mi sprejemamo oboje. Namreč od slovenske Istre zakon in obale je zakon. Pač mi ne bomo nobenega izključevali, tako kot seveda ne mnenja Slavka in vseh v tisti skupini, ki jih tudi prikupno in zelo lepo pozdravljamo. Tako kot tudi tebe, Slavko, hvala za obisk, hvala za čas in hvala za vse te modre besede in da smo lahko za, rečemo, slabo uro pobrskali malo po zgodovini Slavka Franca. Ja, hvala vam za povabilo in me veseli, da ste me poklicali zon. Pridi, kadar češ, tle si vedno doma, kafetiero imamo, tako da se najde tudi kakšna istrska zadeva, kakšen pršut, kakšno feto pršuta bomo našli. Tako kot najdete tudi na YouTubeu celoten ta naš posnetek, naš pogovor, pogledajte tudi na naš Instagram in na naš TikTok. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Kapri. Dobro jutro, Radio Kapris.